Dobro večer, spoštovani celi gostje, draga publika, vsi pred malimi ekrani. Evo nas še ene oddaje pred nami. Petek je že tukaj, prazniki so pri koncu, nekateri še vedno uživate v njih, kar je jasno edino pravilno. Nocoj smo za vas izbrali super goste in sicer so med drugim z nami Prleški kvintet. Potem boste nocoj z nami tudi Nuša in Frank. Še nekje se bomo zabavali in to zelo v fashion kotičku. In še nekdo je z nami nocoj, to je Sebastian. Tja, dobrodošli v nocojšnji oddaji. Dve obletnici imamo nocoj na tapeti in sicer 20. obletnico praznuje ena boljših pa lepših pevk v Sloveniji, praznuje seveda svojo samostojno kariero, to je Nuša Derenda, kasneje bo nekaj zapela, pa znani, kako rekla. In še en ansambl praznuje 15 let obstoja, zelo znan, tudi eden boljših v Sloveniji, to je Prleški kvintet, dajmo kar z njimi začeti. Seveda pa še rima se, Prleški kvintet, smej se! Nekoč sem sama sedela v baru, brez dobre volje, rak na obrazu. Prisedel k meni je mož in rekel: dekle, poslušaj in glasno zapej. Smej se, pleši, ko najbolj ti bo hudo. Smej se, sprejmi, kar na pot ti bo prišlo. Smej se, ljubi, saj le enkrat tukaj si. Pusti žalost, za srečo se živi. Besede nosim po svetu sabo, si pesem pojem, a še premalo. Prisedem k tebi, za dlan te primem, se nasmejim in ti glasno povem. Smej se, pleši, ko najbolj ti bo hudo. Smej se, sprejmi, kar na pot ti bo prišlo. Smej se, ljubi, saj le enkrat tukaj si. Pusti žalost, za srečo se živi. Smej se, ljubi, saj le enkrat tukaj si. Pusti žalost, za srečo se živi. Pusti žalost, za srečo se živi. Če se do zdaj niste nasmejali, recimo, da tej skladbi pol ostane še kar nekaj manevrskega prostora, začeli smo šele z oddajo. Nocojšnja osrednja gosta sta Nuša in Frank Derenda. Moj poklon, spoštovanje. Čast mi je, Nuša, izvoli Frank. Hvala. Super, dobro večer. Kako sta? Odlično. Pravlično. Kaj počnete sicer Tukaj na zdaj? Štajerskem, čuj. Na Štajerskem sta, čuj? Ne v Mariboru, lej. Ja, pa Ne, saj videla fino. sta drugače Štajerca. Itak. Zelo Čeprav- pomembno, levi breg Save Levi breg Save. v Brežicah. Mi imamo to strogo ločeno. Desni levi breg v Brežicah. Je pri nas... Levi breg je Štajerska, desni breg je Krajinska. Ne, res ali Res mi govorim. hecate? Ok, se pravi, zdaj kdo je z desnega brega?
Oba. Oba. Z levega, z levega ne, brega. z levega. Okay. Levi To je breg. sta Štajerca. Poslušajte. Edino Tako je. pravilno. Evo, aplaudiram. Mislim, zdaj vi Štajerci nas verjetno nimate za Štajerce. Mi imamo vse za Štajerci, razen ene določene skupine ljudi, ki pa so nam tudi zelo pri srcu. Sploh, ko je derbi, recimo. Dobro, ne bomo zdaj o tem. Dobro. Dajte mi povedati 20 let, 20-letnica tvoje samostojne kariere. Zdaj, začela si že dolgo pred tem, v eni skupini, kaj so bili to? Karavansi smo bili že prej novi prijatelji. Začela sem v 7. razredu osnovne šole z mladimi vandrovčki, tako da ne, sem zamenjala 3 skupine. Jaz pa štejem 20 let, dejansko od leta 98, ko sem prvič se predstavila širši publiki v Sloveniji na oddaji Orion, kjer sem zmagala s skladbo Vzemi me veter. In ja, prej so me pa poznali, recimo, tudi bolj v tem posavskem koncu, pa po tudi tle na tujini. Štajerskem smo, Pa tudi, ja. ko smo imeli pihalce iz Ptuja in okolice, tako da smo igrali tle tudi Karavansi, veselice ja. okoli. A videla ste se dejansko spoznala še prej, preden si ti recimo Ja. dosegla nek, recimo temu nivo v Sloveniji, neko ime. Ja. Kdaj ste se spoznala? Jaz sem bila stara 17. Okay. Sem prišla na audicijo, na vajo Na vajo je v prišla. ansambel. Na vajo je Sama prišla. Ogromno sem. zgodb se tako začne, ne, v ansamblih recimo. Sama sem prišla. Ja. En kolega jo je Eno kolega pripeljal. zraven, fante. Motorist, jaz sem bil včasih motorist, Okay. in mi je en kolega motorist predlagal, je rekel, jaz pa poznam eno punco, ko super poje in bi šla k enemu bendu pet. Ne? Aha. In mi smo Ja, pa, jaz sem bila prej že no, v tistem pri mladih vandročkih, pa sem imela neke ambicije že malo bolj po kakšni malo bolj izkušeni skupini, ne. In to smo bili pa mi že takrat. To so bili pa bolj karavansi. novi prijatelji. Prvo smo bili še novi prijatelji. Pol pa karavansi. Takoj Ampak isti. tisti fant, ki jo je pripeljal, to je bil pa tvoj kolega. To je bil moj kolega, on jo je predlagal. On ti je naštim, on ti je Ne. pripeljal, to je dejansko. Ja. On ne? je bil v bistvu znanc moj in njegov, pač oni so bili motoristi. Okay. Jaz sem ga pa poznala prej iz kraja, kjer je bila moja babica in starši so se družili in pač starejši, še malo starejši od Frenka, tako da brez skrbi. Ni bilo nič. Ne, on je samo vedel, da jaz pojem rada in tako in da pač menda že tudi krat sem kar nekako zapela. Kaj, ne, in tako me je on pač, naj je povezal, res. Moram reči, da je bila konkurenca huda, ker so takrat, da smo imeli tako javno audicijo, ne, in je bilo več punc. Je Javno prišlo, ne. audicijo. In zdaj ona bila najmlajša, ne, v bendu sem bil pa jaz najmlajši, ne. In zdaj, se veš, starejši so malo navijali za mogoče zahtevo. Starejši? Malo Ti si bila za mlajšo. Jaz sem bil pa za njo, ki je bila tudi najboljša, ne, med njimi. No, to Veš. sem zdaj želel slišati. Ali si gledal zato, ker je bila najmlajša, ali zato, ker je bila najbolj lušta med vsemi? No ja, Ali oboje? Ne, ker je dobro pela že takrat, no. Evo ga, res. Ker je dobro pil. Res, to se lepo sliši, ne. Poslušaj, koliko sta zdaj skupaj, koliko sta poročena? no ti povej. Od 95. Ti povej. Ti pa Od zračunaj. 95. Si pa zračunaj. Nekaj ponovadi, Ti se ne bi ukvarjal, me ženske vemo točno, ne. Moški pozabijo Ja. ponovadi. 23 let bo letos, ja. Okay. Dva sinova imata, koliko sta stara? 22 pa 20. In eden od njiju mislim, da celo poje. Je tako? Ja, Drži to? Ali ne eden študira v Mariboru, eden, no, vidiš, eden pa rad Verjetno na poje. tekme nogometne. Upam, da se ima fino, zdaj v zadnjih tekmah. A, En je boljši. futbaler. Ja, Matevž je, to je, ta mlajši je študira zdaj v Mariboru, ta starejši Matevž je pa, ja, nogomet je igral dolgo, ampak ga je bolj prevzelo nastopanje, v bistvu petje v skupini, pa zdaj sodeluje v muziklu Vesna in zdaj mislim, delajo koreografije, v bistvu se učijo ali pa vadijo muzikl Briljantina. Tako da to ga res zelo, zelo veseli. Je tudi razpet, faks, Novo mesto, Ljubljana in ga ne vidimo po teden 14. Je pa se to je vredo, tako lepo. Ampak dajte mi nekaj povedati. Zdaj, karavansi, če se vrnemo malo nazaj, ne? Ogromno nastopanja, oziroma ogromno nastopov po tujini. Predvsem, kaj ste bili v Nemčiji, verjetno Avstriji, ZDA tudi. Večinoma Švica. Nemčija, Švica, Aha, okay. pa bili smo 3-krat, ne, v ZDA. 3x4, ja. Ja. Tam ste dejansko se vidva verjetno tudi boljše spoznala, ne? Ste bili Pa mi non-stop smo skupaj. se spoznala,
Kar kmalu. Spoznala, ampak Mislim, Malo bolj spoznala, no? mal bolj, ja, mal bolj sva se spoznala, recimo. Malo Ja. bolj, sva se kmalu To spoznala. se kmalu. Nekaj bolje ene dvakrat je mene oči pripeljal na vaje, ko je potem, ko ste povedala, Ne, malo evo, me je videl, tako je, da sem pošten človek, pa to ne je rekel, no, tebi jo pa zaupam. A ti si že bil motorist takrat? Ja, Je veste. imel kak Moji pomislek? starši so bili veseli, pardon. Kar jaz? Zakaj so bili veseli? Moja starša sta bila nekako, ne vem, nekako sta mu zaupala, no. Ja. Ti si pa pripeljal z motorjem tja. Ne, takrat... Si zamolčal, v bistvu, ali kaj? ne. Hodil sem z motorjem, jaz v Ljubljano k njej na srednjo šolo, pa vse je dogajalo, je bilo zanimivo. To si se pripeljal. Fajn je bilo. Parkrat tudi, da sem malo Malo sva pomagal. bila skupaj, pa je šel nazaj. Ja, ne. Šel se je pofočkat malo. Ja, to. Drugače pa jaz nisem nikoli dobro počutila na motorju, se mi je zdelo, da sem za njim, da stojim, da sem kot en otrok, ki me ni bilo veliko. Tako da nisem se počutila tisto, ne, a veš, bejbo od motorista, Ja, razumeš? ja, ne, ne, Jaz sem bolj bila tako zagrižena. malo bolj. Ti stereotip malo zbih, pa da ne bi kdo kaj rekel. Kasneje gremo mi še naprej Ja. z 20. obletnico, glede na to, da sta si usvojena, očitno, ne, te zgodbe so tako zanimive, da se lahko tudi kasneje vrnemo k njim, ampak ti nam boš en komad zapela usvojena ravno. To je kaj, čist nov komad. Ja, to je čist nova skladba. Ja, se lahko povem, ne, to je naslovna skladba serije Gorske sanje. Matjaž Vlašič, s katerim sem vsa ta leta res veliko sodelovala, je naredil tudi glasbo za to nanizanko in pač je predlagal mene, oziroma slišali so moj glas, producenti in cela ekipa, ki se je s tem ukvarjala, in so zbrali pač mene. In jaz sem vesela, ker je skladba taka zelo nežna, čustvena in marsikdo mi je že rekel, da jo zelo rad sliši pred nadaljevanko. Nuša, izvoli na oder, pa nam to zapoješ počasi, sam mikrofon ti še pripravimo. Frank, čisto eno kratko vprašanje. Zdaj, še imaš motor ali si ga že prodal? Prodal sem ga. Prodal se lahko povem. Ta ena tragična zgodba je bila, v bistvu moj brat se je ponesrečil smrtno z motorjem in od takrat smo prekinili. Ja, nekako se nisem več počutil varnega, ker sem videl, da je zelo malo rabiš, da se kaj zgodi. In sem nekako končal in smo nehali. Verjetno najbolj pametno. Ja. Se svoje si že dosegel. Ja, jaz sem dal svoje skozi. Okay, mi je bilo. Dajmo se mi zdaj ustaviti oziroma prisluhniti Nuši Derenda skladbo Usvojena. Sem sanjala in si želela, da lahko bi te objela, če bi lahko bi kar tako čas zavrtela, ti verjela, razumela, kdo ve, če midva sva si kdaj bila usvojena. Ja, ljubezen je ta, kar življenje ti da, a vse, kar je dobrega, človek zruši v prah srca. Ja, ljubezen je ta, in ko človek spozna, da je vse, kar šteje le, da nekdo objame te. Prek vseh gora sem sanjala in za trenutek ta občutek sem ujela. Zdaj, ko te ni, ko daleč si, le vdih tišine, bolečine je med nama. Kdo ve, če midva sva
si kdaj bila usvojena. Ja, ljubezen je ta, kar življenje ti da, a vse, kar je dobrega, človek zruši v prah srca. Ja, ljubezen je ta, in ko človek spozna, da je vse, kar šteje le, da nekdo objame te. Prek vseh gora sem sanjala, da si morda nisva bila usvojena. Nuša Derenda, usvojena. Nuša, pridi, prisedi. Glej. Čudovita pesem, čudovit komad. Ja, Kdo je lepa, napisal? nežna. Kdo je napisal? Ja, Matjaž Lašič. Kdo je uglasbil? To še povej. Mislim, Matjaž Lašič, Urša Vse Vlašič skupaj. pa besedilo. Ok, dobro. Naj bo. Klasična 20 zasedba. let, tvojih 20 Ja. let, dajmo se zdaj tu ustaviti. Letos obeležuješ to obletnico, koncert je že bil v Cankarju marca meseca. Kaj se še obeta? Ja, ja, v bistvu je že celo leto zelo intenzivno delam na tej 20-letnici, obeležujem. Začela sem že januarja in februarja z 4 koncerti v Brežicah v Viteški dvorani, kjer sem svojo skupino naredila tako mal posebne priredbe skladb mojih, teh iz celih 20 let, pa še kakšno zapela zraven, ki jo pojem že vsa ta leta, pa ni recimo bila napisana zame. Tako da to so zdaj ene take lepe priredbe in prav uživala sem in tudi publika je bila navdušena. No, v Cankarjevem domu pa je bil ta večji koncert s simfoničnim orkestrom. Pa še en velik bo, oktobra meseca. Ja, ne, jaz si želim v bistvu niti ne toliko te velike dvorane. Oktobra meseca pridem 6. oktobra v Unionsko dvorano v Mariboru. Tako da bom verjetno se s skupino predstavila ravno s takim programom, malo bolj akustično, malo bolj intimno. Drugače pa 1. septembra v Križankah v Ljubljani še en večji koncert. Tako da ta bo malce spet drugačen, ne? Ampak kar se teh koncertov tiče, Frank, ti imaš tu eno zelo veliko vlogo. Ja, v bistvu skrbim za zvok in za tehnično izvedbo koncertov, no, tako nekako. Poslušajte, recimo, kaj skrbi v tem primeru za Maribor za oktober mesec? Dvorano si videl, poznaš? Dvorano sem šel pogledat danes, tako da mi je zelo všeč, ker je smo že debatirali malo, na kak način bomo zelo akustično naredili, tako da je to se bo super slišal, fajn, ja. Fenomenalen koncert. Ja. Gospe, gospodje, obvezno zabeležiti 6. oktober. Ja. 6. oktober na koledarju, tisti, ki so vam ga gasilci prinesli, zacajhnat, obvezno. Ja. Murska še, kdaj sta v Murski, to mi še povejte. Konec septembra. Mislim, da 14 dni prej, ja. Ne vem zdaj točno datum z glave, ampak konec septembra, nekje v drugi polovici septembra, ampak vsi te datumi se bodo najdli na mojem Facebooku, pa na spletni strani, na internetu, ja, tako da jaz mislim, da bodo pravočasno vsi Da ne bo noben zamudil, bi bomo še tako povedali. Kdor bo želel, bo prišel. Pride si Nušo Derendo gledati. Zdaj počasi bo še ena obletnica naslednje leto, ampak o tej ne bomo govorili. Pustimo to. To pustimo v primeru. Ampak sta zanalaš te zadeve, koncerte dala recimo na jesen, da jih niste spravljali recimo vse v ta začetni pomladni ciklus, takoj ko prideš 2018, zdaj 20 let, zdaj treba vse koncerte nabasati na en kup. Kar nekako spontano je to ratalo, zdaj aprila, maja imamo malo manj teh koncertov, je pa drugih dogodkov dost, pa tudi nastopov raznih popraševanj, tako da moram pa reči, da smo že od lanskega oktobra smo zelo delali na tej promociji, ker je enostavno potrebno, se mi zdi zadnje čase v Sloveniji, ne samo v Sloveniji, vse posod, informacij polno, ljudje imajo polne glave in več ne morajo slediti vsem, tako da zdaj moraš biti še bolj
aktiven, kar se tiče promocije, pa Facebook, pa Instagram, pa tako naprej, čeprav se je z tega, če bi mene vprašali, brez tega tega ne bi ne gre. delala, ne. brez tega ne Tako da smo zelo delali, no, in novo skladbo sem posnela, pa videospot, pa linijo nakita smo oblikovali. Ja, da si svoj nekaj dizajniraš prav. Ja, skupaj z Vladimiro Fink Pavlin in z njenim sinom Davidom smo malo oblikovali tako en tak logo ND in se rekla, jo, evo, to bi jaz imela neki svojega, en svoj brand. Ok, moj glas je brand, ampak vseeno, mogoče si bo kdaj kakšen fan zaželel tudi kakšen kos nakita z mojo inicialko. Ampak ti dejansko recimo po neki izobrazbi, če lahko tako rečem, nisi zdaj oblikovalka, nisi dizajnerka, ampak si kaj? Nisem pevka. Po izobrazbi. Po izobrazbi, ja. Vzgojiteljica sem. Vzgojiteljica? Ja. Si upravljala kdaj ta job, ta poklic, si bila vzgojiteljica dejansko? Tista leta v srednji šoli, ko sem na prakso hodila, pa potem še eno leto pa pol mogoče v vrtcu v Artičah in v Brežicah. Ja. Potem si pa njega vzgajala 23 let. Ja, to je bila pa najtežja naloga, po mojem. Ne, še več, raje ne povem, koliko časa se midva res poznala, ne? Dobro, boš da ne. Smo povedali, da smo se spoznala smo se, ko sem bila 17, ne, tako da zdaj pa računi. Ja, zdaj pa račune, bo smo že pri matematiki, pa pri nekih obletnicah, to bomo zapustili pri miru. No, skratka, samo da še to povem, ne, pač ta linija nakita, pa potem razstava mojih oblek, ki je bila tudi v muzeju Brežice v gradu, ne, to je bilo tudi zelo lepo, z ekipo iz Posavskega muzeja so razstavili moje obleke iz tega obdobja, nekaj oblek, pa nekaj teh nagrad in tako naprej. Festivalskih oblek, ki so bile na in festivalu. je bilo zelo dobro sprejeto in ljudje so radi prišli. Nuša, kako si s športom, kako si s fuzbalom, to mi še povej. Fuzbal? Jo. Jo. Jaz, če bi bila moški, bi sigurno dobro špilala fuzbal. Sem pa bolj tekla na kratke proge, sem eksplozivna, tako kot je najin sin Matevž, starejši, ki je dober fuzbaler. Hočem reči, da sem pa gimnastiko trenirala, pa tako. Na splošno mi je šport blizu. Mi da bomo zdaj počasi videla, koliko ti dejansko obvladaš fuzbal do neke mere, ena posebna zadeva. Pol pa še imam za oba skupaj eno presenečenje, ampak dajmo mi torej zdaj ostati na tem mestu, mi pa se dajmo odpraviti k vijoličnemu kotičku. Cajt je za fuzbal in sicer danes z nežnimi potezami za nežne roke. Naš vijolični kotiček, valjda prva izzivalka, Zdenka Šafarič. Zdenka, dobro večer, spoštovane, kar izvoli sest. Bo šlo? Seveda. Ampak gre. Ne. Ženska se prilagodi vsemu. Čisto vsemu? Ja. Zakaj? Odvisno od situacije, pač kaj lahko iz nje izvleče. Ok, dajva tukaj zdaj nehati, pa greva na fuzbal dejansko. Ročni fuzbal, kako je s tem? Znaš to igrati, kdaj igrala? Sem igrala z otroci, tako da... Kaj, imate to doma ali kaj? Ne, v bistvu smo pri sorodnikih to včasih malo po kakšni večerji se sedli, pa potem si skupaj zaigrali. Ok, daj mi povedati nekaj. Band oziroma ansambl, Prleški kvintet, odkot ste? Ja, Smešno tako kot... vprašanje malo, ne? Ste zdaj spostojni, verjetno niste, ne? Ja, najbrž ne. Ja, drugače smo iz okolice Ljutomera. Ok. Po domače, po Prleško je to Lotmerk, seveda, ne, tako da še malo izobraževalnega momenta. Drugače, midva z možem, s trobentačem, Sandijem sva iz Radencev, potem naš harmonikaš je iz Križevcev, potem klarinetist iz Podlehnika, smo malo Prlekijo razširili. Ja, kdo pa je z Lotmerka? Kdo je pol? Z Lotmerka, tako vsi pomalen, ne. Ko gremo na pijačo, te smo vsi Te ste vsi z Lotmerka. Ja, pozabila sva še na kitarista Darka iz Svetega Jurija in pa našega basista, ki pa je iz Cerkvenjaka. Dobro. Zdaj nekaj povej, vi obstajate že kar nekaj let, 15. Ja, res je. Letos je 15. obletnica. Točno tako. Letos praznujemo eno lepo okroglo obletnico, 15 let smo stari. No,
Nekateri smo malo pozneje prišli zraven, ampak smo tudi iz ozadja nekako spremljali fante na tistih prvih. Okay. Koliko časa si ti zraven? Jaz sem pa od leta 2006. To je zdaj 12 let. Tako. To je skoraj od začetka. Skoraj da, no. Malo manjka. Ampak je trebalo malo kaj spodbuditi, Ja. da še so žensko zraven dobili. Absolutno. Zdaj, vi ste zelo znan band, tudi zelo priljubljen. Ansambl, festivalski uspehi, da mi to povej, kako je s tem. V zadnjih letih vam vse Res pratuvle, je. ne? Ja. Ja, tak je, tak, kak mora biti, ne? Ko prlek pride, tak mora biti. Ja, takole lani, Ptujski festival. Okay. Torej, tam smo tudi prejeli kar nekaj nagrad. Med drugim je naš pisec besedila prejel nagrado za besedilo. Dobili smo nagrado za najboljši kvintet festivala, drugič zapovrstjo, tako da je bilo veliko presenečenja, ki ga nismo pričakovali in so fantje kar nekako v ozadju. So pozabili na oder iti na podelitev. Si ti dejansko nagrado kaj sama prevzela ali kaj? Ne, so prišli potem, so jih drugi malo pomnili, malo čudno gledali. Kje so bili tisti cajt za šankom? Ne sem ga povedal. Ne bi vsega povedala. Ti si dobila tudi kaj nagrado za vokal? Tako je. Je res to? Tako je. Najboljša vokalistka. Korenovo plaketo. Okay. Tudi zame eno veliko presenečenje, kajti prejela sem jo drugič na Ptujskem festivalu in iskreno povedano, jo nisem pričakovala, ker je bilo toliko krasnih nastopajočih, toliko krasnih vokalistov in sem imela takole v glavi že vse nekako podeljeno in potem mene pokličejo na oder in še vedno občutki so še vedno fenomenalni. Še vedno te zmrazi malo, recimo, neko se spomniš. Zdaj je še ena fenomenalna slovenska vokalistka, bo s tabo čez nekaj trenutkov, ampak daj mi še sam povej na hitro, 15 let to leto, kaj se obeta? Bo kak koncert, jubilejni, kaj bo, povej? V jesenskem času pripravljamo en koncert. Ne bo neki megalomanski, ne bomo šli v Stožice, ampak bomo tam v naših krajih pripravili en takšen prijeten koncert in načrtujemo tudi izid zgoščenke. Okay. Tako da se bo nekako od takrat, od našega prvega CD-ja se je kar nekaj nabralo, tako da sedaj je pa čas, da to tudi nekako spravimo v neki plošček, v neki uvitek. Torej CD nas čaka, pa koncert tam pač, kjer ste doma dejansko. Zdaj morate špilati. V Radencih. Sad ne gre druge, Stožice niso primerne. Dajmo mi dva k fuzbalu stopiti. Ja, pa gremo. Šlo? Prosim. Bo. Evo, ti si že rekel, kako je s tem, špilali ste pri sorodnikih, dajte si to kupiti, ko greste na vaje, recimo, ko boste imeli par minut časa, zdaj tvoja izzivalka danes Nuša Derenda. Živjo. Izvoli. Živjo. Nuša, Zdenka, Nuša, to je to. Daj mi ti povej, kako je s fuzbalom pri tebi, z ročnim. Ja. Jaz sem ga ogromno prešpilala v osnovni šoli. V osnovni šoli? Ja, ko smo imeli v Brežicah tako postavljeno, ne vem, v sezoni, ne vem koliko mesecev, ta fuzbal, smo imeli tak, ko en, kaj se vem, takšen park, ne, s temi igrali raznimi pa fliperi in jaz sem bila čisto nora na to. Vi ste v Brežicah še hujši, kot mi v Mariboru, recimo so začeli vsi v srednji šoli, zato nas polovico ni naredilo srednje šole, recimo. Jaz sem pa prej, potem sem šla v srednjo šolo v Ljubljano, tam pa spet ni bilo. Tam pa ni fuzbala več, ne? To že itak vemo. Dobro, zdaj pravila so zelo enostavna, ne sme se, zdaj ne vem, kako vi rečete temu, šprudlat, ne? To je po naše, šprudlat. Kaj to pomeni? To pomeni to. A ja, to? Ne vem. Po midvi, to se pa midvi. Me znamo. Me znamo po pravilih, ne, ni treba. Iz zapestja. Prav zdaj za zmagovalko imam eno lepo urco. Z metuljčko, imate rada metuljčke? Ja. Butterfly wings. Z dragulje okrašeno. Za zmagovalko seveda. Pa ti nam boš pol en komad še odpela, eno pesem. Prav? Ja. Eno si bova zbrala, eno si bova umislila. Fuzbal me pusti. Ja, ne to. Ne, to pusti v miru. Čez 20 let recimo, pusti vam da zdaj to. Evo, do 3. Zdenka, tam je en po naše Hebel. Daj ga, prosim. To pa zdaj, to so otroci vedno štrckali. Potegni, sam ne upam, prav. Ekipa je zdaj, kje je? Tu so... Zdenka je že potegnila, Hebel. Nuša, samo... Vse se vidi, da sem že stara. Kdo? Ne, da že dolgo nisem igrala. Fuzbal. To rajš ne rečem. Ok, dobro, zdaj pravila poznate, či simpel, tetica, katera
prva pride do 3 zadetkov, je zmagovalka. Evo, Zdenka, Nuša, gremo. Nuša v rdečih barvah, 1-0. Kaj zdaj, spet? Instant gol, jaz sem gobice. Pride, ni treba vedno znova Ni treba, potegniti, ne, to dobro. samo enkrat pa je pol mir. Žal take glagole treba uporabljati včasih. Nuša, jako spretna. Nuša, tebi se vidi, da si to igrala v osnovni šoli. Se vidi, ne? Res je. Kaj se Janezek nauči? Bravo, Nuša. Kar se Nuša nauči, to Nuša zna. Ja. Zdenka pa... Kaj smo rekli? Slabo. Kaj se ne sme delati? Če pa ne gre, to. Opa, joj. Evo, šlo? Zdaj smo ga čist premaknili. Evo ga. Drugi. Brodini, drugi je čisto hitro. Zdaj najbolj luštno je, ko ženske igrajo. Pri moških je vedno nek ego, zraven pa vedno neka napetost. Ja, no, ne. Jaz ste bolj sproščeni, jaz ste bolj... Jaz sem uživam, ne. Tako. Jaz ste to bi morali vsi skupaj, no? Ja. Pri fuzbalu. Pa še kje. Zdenka pohitela skoraj gol, vratnica. Zdenka skrajnica, da to nabavite. Jaz sem ti rekel, da to treba nabaviti. Bravo, Nuška, bravo, Noro. Zdenka, vsem vse Ja, čestitke. poskusila Jaz sem, bi ne? še. Nuša, še? Dajmo še eno žogico. Evo. Ne. Razen za Zdenko, ajde. Evo, Ne bo šlo. ena za hec, ena za joke, ta ne šteje več. Ja, bom avtogol dala. Ja, to bi tudi lahko, konc koncev. Zdaj, fantje iz benda, veste, kaj treba narediti. Zdenka, kdaj imaš rojstni dan ti? Čez mesec dni. Dobro. Zdaj veste za darilo. Joj, Nuša je treba angažirati. Ona ima to dobro, Nuša je ve. treba angažirati, vse čestitke še enkrat. Svetovno Urca je prvenstvo. tvoja, izvoli. V zapestju. Angažirati za vse fante, seveda. Nuša, prosim, kar na oder, Aha. da se pripraviš, da se ogreješ. To Bom tebi vzameš stran, pustila ampak tu pustiš, pa ti Ja, ne pol tu pa dali. bom prav? pol Good. vzela. Evo, to je boljše. Zdaj, Zdenka, čez mesec dni, so rekla. Dobro, zdaj fanti upam, da vejo, kaj ti bojo kupili za rojsten dan. Je prav? Treba začeti vaditi, ne? Treba začeti voditi, ja, to danes ni bilo nič. Ne, to je bilo bolj tak, ne. Ja, nik še ne. Ja. Veš, prlek je to, kakšne druge stvari bolj prakticiramo. Katere? Ne čujem. Ja, kaj te jaz mi imamo gorice, pa gremo rezati, pa tak, ne. Ja, to treba z rokami znati vse skupaj, vse tudi je šlo. Pa veš, kak je z otroki, moraš malo pustiti, drugače ni zanimivo. Ok, Zdenka, evo, mi se zdaj upravlja to, kar je treba. Čez 20 let, če to drži, evo, to je skladba, ki jo bomo slišali zdaj v tem momentu. Nuša Derenda, gospod in gospodje. Tiha noč nad mestom spi, a se pretvarjam, da je ni. Kot slika brez okvirja, kot duša iz papirja, to noč mene ne boli. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za v slovo. Ko srečava se spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo šlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za v slovo. Ko srečava se spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo šlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Ko srečava se spet čez
žal prepozno bo. A žal prepozno bo. Ja, pa smo končno pri nalogi, ki se reče pokaži spretnost, zdaj kaj bosta kazala Nuša in Frank, je meni, da tudi že vsaj malo jasno, kravate se bo vezalo. No, vi jih znate doma, spoštovani kolegi, sebi seveda, zdaj to bo malenkost naporno, ker boste morali vezati kravate drug drugemu, kar seveda ni šala mala, sploh če jih vedno vežete sebi. Na za ženske to mogoče celo lažje, če jih vežete svojim partnerjem. Kako se boste odrezali, je seveda še vprašanje, ampak me zanima sploh, kakšen imate občutek. Nuša? Jaz priznam, da kravat ne vežem velikokrat, ker si jih Frank sam. Tako da, včasih imam take mešane občutke, včasih mi ful fajn rata, včasih pa se mi zdi, da se čist zavežem. To pomeni, da nisi v prednosti danes? Recimo, da... Ne vem. Jaz mislim, da je, ker jaz si dejansko zmer sam, ne, in imam... Ja, to je ravno kontra, zdaj ne boš sebi vezal. Zdaj pa zrcalno. Zdaj boš malo ženska za naslednje 2 minuti. Bomo videli, no, dajmo. Ok, dajmo poskusiti, sta pripravljena, sta bi right? Ja. Ok, najprej veže Frank, pol bomo en kratek break naredili, bodo prliški kvintet nekaj zašpilali, pol pa se ti na vrsti. Nuša, Dobro. Kaj bo v redu tak? Super, Seveda bo. 2 minuti štopamo, kdo jih več zaveže, je zmagal, prav? Evo, zdaj boste pokazali spretnost, kako sta vešča v vezanju kravat. Zdaj sta pripravljena oba, evo še zadnjič vprašam. Bo šlo? Probamo. Ok, 3, 4, zdaj. In se je že začelo, Frank. Kar vzami si čas. Ja, ne, zdaj mora čim hitreje narediti. Vem. To pa rečem, kako se potem še jaz. Vidim, kaj se vzeli. Zdaj tekmujemo ali Zdaj že tekmujemo. Midva kaj bi ti vajo najprej imela? Mislim, če midva tekmujemo proti še komu drugem, ne vem. Ne. En proti drugemu. En proti drugemu. To je zdaj ena taka vaja zakonska. Vse zato, kar počas, veš, ne se nikamor, ne bodi. Ja. Vidi, kaj pa na koncu. Ne, ti malo manjši. Zdaj malo bolje, treba edino zategniti lepši vozil, narediti Frank, ampak vseeno šteje. Kljub vsemu tretja kravata gre, ne gre. Dajmo pokazati, počakati. Številka 3. Evo, nisi zaston, ne? Prej roke razmigoval pa prste. Ja, ga vidiš. Prav malo me trema. Lahko en vozil fej zategneš. Vidi, kako barvo ima Nuša, recimo. Manj traka. No. Zdaj ne vem, kakva je vajna dinamika doma, ampak ne bo pol kdo na kauču spal. Ok, ni še, ni hudo. Kaj bo moja frizura? Vse bo pravili. Ko bomo počesali, ko bodo prleški špilali, te bomo pokomplali malo. Koliko imamo še časa, še lahko. 35. Vse za eno bo 6, če bo zelo hitro spraviš 2 skozi. Gremo. Radi se malo s časoma. Sam Frank to super dela. Ja, dobro mu gre. Enkrat zavezal, vse zavezal. Jaz sem nekaj šteti, sicer bomo pol prešteli kravate, koliko jih je, prav? Jaz mislim, da vsaj v enih zadnjih 5 letih niso. Čas izteka, zdaj imamo še 10 sekund. Še poskusa eno ti že dam hitro. Nuša, imaš prekleto težko nalogo. Ja. Šlus! Konec, kartik, dobro, da bomo to. Fin, vege, ne, preveč zategovati, ker še rabimo. Ker vleče na tla. Bomo zdaj preštela kravate? Na nos. Zdaj pogledati, koliko jih je. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Pa pol. 7 pa polovička še na Nuši. Ali super rezultat, bravo Frank. Kaj pa zdaj? Super naredil. To lahko neseš domov zdaj. Ne, se ne bomo izdeli vse počasi na razen, ko bo čas za to. Si ti pripravljena recimo počasi, kaj boš zdaj naredila? V glavi študirala, kako zdaj to doseči? Ne bom preveč študirala, jaz bom sam delala. Ja, lej. Še bolj.
Edino pravilno. Brleški kvintet je z nami s skladbo Teče čas, pol pa Nuša Derenda. Dej, se ni treba. Leta gredo in puščajo sled, dobro naj nikdar ne mine. Mislih je treba vedno živeti, le za najlepše spomine. Časa ne da vrteti se nazaj, nov dan je treba naprej. Treba pa je nahraniti se kdaj iz starih in žlahtnih idej. Teče čas, tiho mimo nas, in kar bilo je se nikdar ne vrne. Teče čas, stara se obraz, a le srce postarat se ne sme. Važno je le, da v srcu si mlad, tega zavedaj se vedno. Če v jesen povabiš pomlad, hitro spoznaš, da je vredno. Časa ne dam vrteti se nazaj, nov dan je treba naprej. Treba pa je nahraniti se kdaj iz starih in žlahtnih idej. Teče čas, tiho mimo nas, in kar bilo je se nikdar ne vrne. Teče čas, stara se obraz, a le srce postarat se ne sme. Teče čas, stara se obraz, a le srce postarat se ne sme. A le srce postarat se ne sme. Še vedno kažemo spretno, zdaj nekdo je že pokazal, to je Frank, ki je zavezal 7 kravat. Yes, vse čestitke, zdaj na vrsti Nuša Derenda. Kaj treme? Kako se počutiš? Tako, adrenalinsko. Frank je prej tek z rokami delal, ne, da je sprostil prste. Ja. Da še imaš nekaj malega časa. Čak, zdaj, da se spomnim, kako že gre. Okay. Kaj, znaš? Ja, ne vem. Kako se ti zdi? Boš zvezala več kot 7 kravat? Ne bom razmišljala o tem, grem se učiti. Moje bo. Jaz se zdaj učim. Ona je tekmovalna. Zagrižena. Zagrižena. Ne, nisem tako. Dajte mi nekaj povedati, ko tekmujete recimo med sabo, ko imate kako igro ali karkoli drugega. Kak je ta občutek? Ja, smo oba tekmovalna. Ja. Čak, če bi fuzbal špilala, bi šla klizačkega direkt na outlinijo. A ne, to ne. Z Johnom. John, strogo. Ja, strogo, ja. Ne. Vse ti privoščim. V tem bi ga. Pripravljena sta? V redu. Nuša? Kaj bom moral malo počepniti, fant? Ja, bom povedali. Jaz bom čist miren. Na prste se postavi. 2 minutki, pravila veja enaka, 7 kravat, mi držimo pesti. Kako se bo pa išlo, pa seveda je sam na tebi. Čakaj, ne še več prijemati. Si? Ok, 3, 4, zdaj. Ok. 2 minuti časa za vezani kravat. Ok. Šlo bo šlo. Da vidimo zdaj, kaj delajo ženski prsti s kravatami. Bolj spretni, po moje. Zelo spretno, zelo dovršeno.
Ok. Frank, kak je občutek? Zanimivo. Boš pustil To se zdaj? redko dogaja pri nas. Res, ali kaj? Zdaj sem končno naučila. Evo, zdaj ti lahko samo še Nuša veže kravate, to bo tudi Od super. zdaj 2 naprej. kravati! Zdaj naprej pa to vidim. Sem veš kaj, če bo šlo tako pri fuzbalu pol, Bo težko, ne? ja, mislim, vseeno boš lahko v posli spal danes. Ne na kauču, to bo tudi nekaj. Pa mir bosta imela, tam do tepa. 4, evo, to je zdaj 4. kravata, ne? 1, 2, 3, 4. Yes. To je dober čas, dobro dosežek. Še 10 sekund. Odštevamo. 9, 8, ne. Minutko še imaš, Nuša. Minutko še. Dobro ti kaže za zdaj 4, evo, to je že 5. kravata. To je čisto preveč hitro, meni jih bo zmanjkalo. 5, pusti zdaj vodi, evo. 6, umetnejšega vtisa ni, ocen tudi ne, bonus točk tudi ne. Počasi. Malo še sugeriraj, Frank. Čakaj. 6, to je 6, no? 6, kaj vem. 7, še 35 sekund, tako približno. Ampak se zatika. Ja, zdaj hočem že prehitro. Živčno zdela svoje, Nuša seveda, gledajo. Nuša gledajo te. Gledajo te. Zdaj sem se pa potrudila, kak je Še lepo. 20, hitro. To zadnjo lahko fejsa tegneš. Se vedno bolj zategujem. Bo šlo. Seveda. Ali bo Frank spal danes v posteli ali na kavču. Počasi se izteka. To se zdaj že trudim. 8, evo še 9. Evo ga. In konec. Dobro, Stane šteje. ne šteje več. Če smo fino štela, pol je zdaj 8 Če se ne motim, celih me kravat. je premagala. Zdaj slučaj. 1, 2, ponovno tu 3, 4, 5, upske, 6, 7, 8. Pa če bi to še vzeli, 8 pa pol skoraj da. 8 pa pol, 7 pa pol, Frank, vseeno. Žal. Ampak super Sem se rezultat. trudil. Jaz bi 2 pa pol recimo uspel kontra zaveze. Ok, obljubim, da ti od zdaj naprej kravate vežem. Evo ga, to je pa tudi Lupčka nekaj, še, ne? to ne vidimo več. Ja, znači. Se gre. Ja, imam. Evo ga. Mi tudi gremo na lučno, ampak Da te ne poškodujem. Ja. brez lupčkov mi gremo v Rimske toplice, dajte tu ostati. Ja, brez lupčkov, kot sem že prej povedal, ampak z malenkost več občutka. V Rimske terme gremo, če verjamete ali pa ne, torej mi ne, vi greste, ukolikor boste kliknili naš Facebook profil RTS24, tam napisali to, kar pač morate napisati, kar morate slišati, vedeti in prebrati dejansko. Vsi infoti vas čakajo na našem Facebook profilu, dajte si ga pogledati, tam deliti, všečkati pa napisati, kdo naj gre z vami, 2x pol penzion vas čaka vikend paket v Rimskih termah. In to je to, žrebamo čez, reci in piši, milo rečeno 14 dni, tako da ne čakati, čim prej natipkati, z miško poklikati in to je to. Če je šlo slučajno kaj mimo vas, pa niste videli preteklih oddaj, se dajte ustaviti na naši spletni strani www.rts24.si in si ogledati pod zavihkom videoteka stare oddaje, torej pretekle oddaje. Imate 25 oddaj na izbiro. Najmanj, pa še ekstras, pa vse ostalo. To je to, čim prej, torej na kaj RTS24, na Facebook. Če profila nimate, narediti enega. Dajte mi video povedati, kako se vidva spočijeta. Na tedenski bazi težko, ker imaš ti verjetno kakšne nastope, pa en kup dela, pa končno vikend, pa si fraj. No. Zdaj smo se za prvomajske malo spočili, Okay. tako da je dosti lažje dihava. Drugače pa sploh nimamo tako, lani smo imeli koliko, 10 dni prvič skupaj po... Si lahko privoščita recimo 3 tedne počitka, že 3 tedne grem na dopust? Ne. Ni šans, ne? To so moje sanje. Moje tudi. Mi dva imamo skupne sanje, Nuša. Ja. Zdravo. Čakaj. Umiri se, čuj. Ne, zdaj res ta poklic pa še midva sva pač samostojna, ne, mislim, na svobodi bi se rekli, samostojna podjetnika na nek način, ne. In to je tako, pač moraš biti na stand-by, ne. In En vikend razkirava polet, tako da da- letos konec 7. meseca, gremo malo na jadranje
Ja, tako da gremo mačken med tednom že, pa vikend pa še malo med tednom in to je to. To si ne morate spočiti? Ne, sej, jaz bom rekla tako, sej mi dva smo recimo 10-15 let v tem obdobju 20 let res ogromno delala, mogoče smo že malo pretiravala, ker dejansko se moraš spočiti nekako, ne. Zdaj, fajn je tudi, če si kakšen dan doma, ali pa recimo jaz sem ta tempo nekako ujela, da pač se spočijem, če imam čas, vsaj kakšno uro, tudi popoldne, včasih grem samo za pol ure ali pa za 15 minut, sam rolete dol, malo več kot 15. Ne, včasih grem, če grem od doma, recimo sama, in tako, da sem se naučila loviti tiste ure za nazaj. Izkoristiš zadnje minute za to, da recimo kaj zatisneš malo oči in se spočiješ? Ja. Nuša, to jaz pa takrat kosilnico pa grem na traktorček pa kosim travo, to je pa za mene relaks. Mi se recimo spočijemo tako, da ko je treba break narediti, pa toliko misli preusmeriti, si špricer naredimo recimo. Ja. Z veseljem tudi jaz. Ne, žal je Frank, mislim, ne vem, kaj bi rekla, žal, ne, ampak on je kar en velik deloholik, ne. Drugače bi si mi večkrat privoščili počitnice za 3 tedne, ampak vseeno, jaz se zavedam tega, da pač je treba, imamo še čas, no. Vsako leto podaljšujemo malo dopust, tako da letos bo, mislim, da bo tudi 10-12 dni na Jadrnici. To se že skoraj na Jadrnici, perfektno. Potem pa, veš kaj še, oprosti, ampak zdaj, ko sem slišala rimske terme, midva sva recimo šla kmalu po tem koncertu v Cankarjevem domu, sva si privoščila 3 dni v rimskih termah in moram reči, da sva uživala in da tudi taki krajši oddihi nama zelo prijajo. 3 dni, samo malo okolje zamenjaš, pa je že malo. To je perfektno, ko si v stresu, ko je non-stop zadelati, če uspe, recimo, to pravijo strokovnjaki, zdaj, kdo to so vprašanje, ampak da ne čakamo na dopust celo leto, ampak si vmes vzamemo tiste vikende ali podaljšane vikende, pa je dosti boljše vse skupaj. Zdaj, mimo grede, na Facebook idem pogledati, na RT24, mogoče bosta tu v našem škatli, mogoče dobita nagrada. Ne, bova kar prepustila vašim gledalcem. Kaj pa recimo ena taka slovenska stvar so gore tudi, hodite kaj v gore? Gore bolj malo, mislim, hribolasci nismo. Normalno, zima normalno, ampak zdaj, na Veliki planini sva bila ta zadnja. Lani smo bila na Veliko planino sva šla. Ja, to so pa bila. In je bilo super, moram reči, nisem bil na veliko let, sva bila. Ampak nekaj časa nista bila. To je tisto, ko Slovenci rečemo, kak je bilo fino na planinah, ko smo bili zgore, kak smo se imeli fajn. Pa mi 10 let pa nismo bili nikjer. Ja. Pa premalo poznamo Slovenijo. Ful imamo lepo. Smučava pa rada, ampak letos je bilo veliko dela, tako da ni šlo. Se prečujem, da te prekinjam. Počasi bo čas za to, da greš zadnji komad od 5. Ja. Kaj bomo slišali? Slišali bomo skladbo, ki sem jo dala ven tam nekje konc oktobra, a ne, decembra celo začetku, tako šele takrat. Naj mi dež na polni dlan. Ena luštna skladbica, ki jo je napisal Maj Vlašič, spet. Sin od Vlašiča. Vlašič je v glavnem zdraven. Srečni mlajši kako. Nuša, najlepša hvala za obisk. Hvala za povabilo. Prosim, kar na oder, da te kar pošljem tja po mikrofon. Steč na sredino odra. Naj mi dež na polni dan. Frank, najlepša hvala za obisk. Hvala tudi tebi. Ekipi. Kaj ne rečem, uspešne koncerte, da boš fino porihtal, sound, vse skup, kar mora biti. Se vidimo. Prav, pa jeseni se vidimo spet. Ja, se prav želim. Ja, prideva. Obvezno. Prideta pogledati najprej k nam, pol pa tja v Unionsko. Te držim za besedo. Super, to je to. Frank, najlepša hvala. Spoštovani, to je bilo to za nocoj. Nuša Derenda nam zapoje še enkrat, pa zadnjič povem, naj mi dež na polni dlan. Super komad, lep, nežen, čustven, tako kot mora biti. Mi se vidimo spet naslednji teden. Ne pozabi tega v petek zvečer, jasno, ob isti uri. Do takrat, mejte se, lep vikend. Korak vodi tja, rada bi odšla, tvoj objem poletim, čutim trda tla, ne obupam, vem, da pot je trnova. Vsaka laž, vsaka skrivnost,
duš napolni dlan, naj mi vrne vse, kar dam, razmoči mi lase, vrne upanje, da ta svet je lep in čuva me. In naj mi duš napolni dlan, naj odžene črno stran, spere vse skrbi, saj preveč boli, ko sem sama in ko tebe ni. Naj mi duš napolni dlan, naj odžene črno stran, spere vse skrbi, saj preveč boli, zdaj ko tebe ni.